Dober dan. Poglejmo si sedaj še, kako izgleda povezava na Meet na tabličnih računalnikih. Jaz imam, kot vidite zdaj na mojem ekranu, vidim tudi mojo tablico, kako sem to naredila. Povezala sem se z aplikacijo PowerMirror. To je aplikacija, ki jo moram seveda nastaviti tako na mojem računalniku kot na tablici in se potem moj računalnik in tablica pogovarjata. In torej jaz na mojem računalniku vidim tablico, to se pravi, je moj ekran postal pač ekran tablice. Seveda moram vse ukaze izvajati na tablici. Kaj je treba prvič najprej vedeti glede delovanja aplikacij na tablici oziroma na računalniku? Medtem ko jaz imam lahko na računalniku odprto več oken, in med drugim imam odprt razred in se povežem, brez nobenih težav, bom tukaj imela še eno okno. Če se jaz tukaj povežem, recimo, avtomatično odprem še eno drugo okno in vstopim v razred. To ni nobenega težave. Jaz lahko imam odprtih več oken in lahko imam odprtih istočasno več aplikacij. Medtem ko na tablici tega ni mogoče delati. Jaz ne morem, bomo videli, če jaz zdaj odprem razred, da vstopim v razred, pustite. Vstopim v mojega. Kaj vidim, najprej, imam najprej postavljene razrede drugače, kot sem jih imela na računalniku. Če se recimo sedaj prijavim v učilnico poskus, kaj opazim? Opazim, da tukaj imam prvo stvar, ki jo opazim to, da tukaj na tablici nimam povezave. Vidite, mi manjka link od povezave. Medtem ko tukaj na moji sem imela povezavo, vidite, tukaj je povezava. Jaz na tablici tega nimam. Jaz sem se zdaj prijavila tudi, Jaz sem se prijavila tudi kot učenec in se bomo zdaj skušala bodi si kot učenec tukaj na tablici se bom prijavila kot učitelj, na računalniku pa kot učenec. Torej, če jaz tukaj na tablici kaj naredim, torej kot rečeno nimam tukaj povezave, moram klikati tukaj na to telekamero. Na kamero kliknem, seveda pustite klikati na računalniku in mi ne dela, in se pač prijavim. Ker sem jaz zdaj tukaj učitelj, seveda lahko pridem noter, se prijavim in mi seveda napiše, da ni še nikogar. Jaz bom tukaj zdaj zaprla seveda najprej mikrofon, da me ne bo nagajalo. Potem se pa prijavim, tukaj sem prijavljena kot učenec, sem se prijavila kot učenec in imam, vidite, učenec ima samo eno učilnico, ker sem zdaj na računalniku. Učenec ima tukaj pač povezavo in klikne sem. In seveda se lahko prijavi. Ko se dopusti. Ja, bom tudi tukaj zaprla, ker drugače bo piskala. Torej, tukaj sem jaz zdaj kot Olga Tavčar, ampak ne, v tem klicu je že Olga Tavčar, to pomeni, da je že učilca, sem prijavljena kot učenec in se pridružim. In sedaj sva bodi si učitelj kot učenec. V čem je razlika sedaj med tablico in računalnikom? Ni velikih razlik. V glavnem so samo, bodi si na računalniku kot na tablici, imamo tukaj dvig roke, lahko dvignemo roko, in seveda, če bo učitelj v tem primeru videl, da bo, tukaj lahko dvignem roko, sicer jaz sem na tablici kot učitelj. Lahko tukaj seveda zapremo ekran, podobno kot na računalniku, samo seveda mi rabi nekaj časa, da mi pokaže. Vidite, tukaj sem zdaj se pokazalo, da je prečrtan tudi ekran. Če grem sem na te 3 pike, kot ponavadi, samo trenutek, da se poveže računalnik s tablico, da se pokaže, ja. Torej vidimo, tukaj imamo pač ukaze. Tisto, kar sem imela na računalniku
tu pri strani, imam tukaj od spodaj. Jaz tukaj, na računalniku imam tukaj ukazane, seveda. Tukaj imam roko in podobno. Medtem ko na tablici imam tukaj spodaj. In imam podobne ukaze. Dodaj druge, povabi druge. Tukaj lahko, če želim pisati kaj v klepetalnico, bom pisala tukaj. Drugo, potem, kaj imam, condividi schermo, to se pravi, podeli tvoj ekran. Kliknem, tukaj se mi zopet odpre, trasmissione contenuti schermo, Meet, avvia trasmissione. Ampak v tem primeru vsekakor bo malce drugače, ker bo samo tisto, kar je trenutno tukaj na mojem ekranu. Verrà registrato tutto ciò che vedi sullo schermo, notifiche incluse. Abilita opzione non disturbare per evitare di ricevere notifiche. To če nočeš, da ti vstopajo noter pač razni oglasi in podobno. To in seveda bom v tem primeru se morala premikati preko ekrana. Via sottotitoli, torej podnapise, lahko podobno kot nje, problem, če želimo kaj javiti Google. In potem imamo še nastavitve, kjer imamo sicer manj kot na računalniku. Regola via della luce, to je v glavnem samo svetloba. Torej, kot rečeno, kot vidite, ni velikih razlik med aplikacijo Meet na računalniku in tabletu. Razlika je v tem, kot smo rekli, da se vsaka aplikacija deluje zase. Če se želim vrniti na Classroom, je dovolj, da kliknem tukaj na to puščico in se vrnem v razred. Če želim se zopet vrniti na predavanje, na učilnico spletno, na video, se pač kliknem na to kamero. Kaj imam še, recimo tukaj, kar seveda na računalniku nimam, imam tukaj seveda tudi pač to, da lahko snemam in nekaj iz ozadja, kar seveda na računalniku ne morem. Tukaj seveda mikrofon mi pokaže, da imam jaz moj pač mikrofon tukaj od iPada. Če jaz zdaj pokažem samo še trenutek, vidite, meni se mi je zaprla, ko sem zaprla, se mi je zaprl Meet. Vidite? Se mi je zaprl Meet, če jaz kliknem zopet natisati, zopet pridem, ker vsaka aplikacija smo rekli, da deluje zase. Če se bi jaz zdaj rada to zaprla, grem ven iz te aplikacije in se vrnem tudi na Classroom. Bi rada pa res odprla samo preko Meeta, preko aplikacije in je zelo enostavno. Torej, ko jaz odprem, se mi odpre pač to in tukaj lahko se pač doda nov sestanek, ga lahko recupera le informazioni per partecipare da condividere, spravi, nekdo mi je poslal link, želim sam, zdaj v tem trenutku, ustvariti eno novo aplikacijo in se takoj, kot vidite, povežem, sem že takoj v razredu, medtem ko z računalnikom tega ni, avtomatično grem in potem lahko povežem in nekomu pošljem, kot vidite tukaj, povežem in nekomu pošljem pač link, kar iz učilnice. Ali pa imam še Pianifica in Google Kalendar, lahko tudi tukaj kliknem in pač v koledarju, kot smo videli na računalniku, ustvarim nov sestanek, se mi kar odpre, vidite, direktno, da lahko kar ustavim. Da bomo zaprli. In oziroma še zadnje tukaj zapremo, pač kar pač zapremo. No, to so še razlike, torej aplikacija Meet na računalniku oziroma na tablici. S tem mislim, da je res vse. Lep pozdrav in nasvidenje.